Pozdravljeni znova v seriji Forbesovih pogovorov 30x30. To je pogovor z mladimi, ki premikajo meje. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenije, in z mano je znanstvenica Maja Popovič z oddelka za mikrobiologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Maja je pred kratkim ovrgla več kot desetletje uveljavljeno znanstveno razlago. Dobrodošli. Hvala. Maja, končali ste srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, kar je kar nekako daleč od znanosti. Pa me zanima, kako ste potem zavili v znanost? Jaz že, ko sem bila majhna, mi je od nekdaj bila všeč fotografija, pa nisem točno vedela, kaj bi v življenju. Potem sem šla na to srednjo šolo, ampak sem tekom te šole ugotovila, da mi je to bolj kot hobi, da si ne želim, da bi bil to mi nek poklic, ker je potem dodaten pritisk zaradi denarja in take stvari. In potem sem šla po tej srednji šoli še enkrat delati splošno maturo in tam sem kot en od predmetov mogla zbrati biologijo in takrat sem kot nekaj odkrila, wow, to je pa zelo zanimivo. Takrat sem tudi bolj motivirana ratala za učenje, ker prej nisem bila tako zelo. In potem, ko sem odkrila to, sem tako mogoče bi pa to poskusila in sem šla potem na ta biotehniško fakulteto in tam sem odkrila, najprej sem bila v bistvu bolj zanimana za ekologijo, ker imam zelo rada živali, ampak sem ugotovila, da tudi za v gozd nisem. Tako da potem, ko sem odkrila to genetiko in mikrobiologijo tam v laboratoriju, ko moraš razmišljati, odkrivati stvari, sem potem se res zaljubila to in zdaj nadaljujem po tej poti. Tako da fotografija mi pa vedno bo v srcu tako za nek hobi. Zdaj preučujete interakcije med bakterijami in bakterijskimi virusi oziroma fagi. Ali lahko na kratko, zelo laično nam razložite, kaj preučujete? Mislim, zdaj čist laično razloženo so bakteriofagi v bistvu virusi, ki specifično napadajo samo bakterije. Se pravi, neki virusi, ki nas okužijo, imamo prehlad, medtem ko bakteriofag specifično napada samo bakterije in ponavadi zelo specifično vrsto bakterij. Zdaj, jaz osebno se ukvarjam z bakterijo, ki se imenuje Bacillus subtilis, in so določeni te viruski, bakteriofagi, ki napadajo to bakterijo. In zdaj te bakteriofagi imamo dva tipa. Eni, ki v bistvu napadajo bakterijo in bakterija takoj umre, bi lahko rekli, v bistvu pride do lize bakterije. Druga vrsta teh bakteriofagov je pa se reče lizogena. Te pa se v bistvu vgradijo v genom bakterije, se pravi nekako startajo del nje in ji lahko spremenijo lastnosti. In s tem se jaz v bistvu ukvarjam. Pri Bacillus subtilis je en tak bakteriofagec, ki se vgradi v en specifičen gen in raziskujem, kako to potem vpliva na samo bakterijo. Morfološko, fenotipsko, do kakšnih sprememb pride, ko se ta bakteriofag vgradi noter v bakterijo. Kako pa se lahko vaše raziskave uporabijo v praksi? Kaj je mogoče z vašimi dognanji spremeniti, izboljšati? Konkretno, recimo. Konkretno, zdaj osebno delamo bolj na bazični znanosti, ker se znanost deli nekako na aplikativno, pa na bazično. Se pravi, v bistvu moje raziskave so primarno, da dobimo več znanja iz tega ven, ampak načeloma je Bacillus subtilis zelo pomemben simbiont rastlin. Se pravi, v bistvu, ko je Bacillus subtilis okoli korenin rastlin, rastline boljše rastejo. Se pravi, če bi določeni te moji bakteriofagi lahko vplivajo na bakterijo, tako da bi recimo rastlina še bolj rastla, take raziskave bi se lahko nadaljevale na temu. Vedno je nekaj, se pravi, bi bil Bacillus subtilis bolj, ne vem, v kmetijske namene pa take stvari. Ampak zaenkrat tega še ni. Bacillus subtilis se uporablja v kmetijstvu, zdaj specifično bakteriofagi, da bi bilo kaj na temu, mislim, da še ni. Ampak Bacillus subtilis pa se uporablja, se pravi ta bakterija, na kateri jaz delujem. Kot sem na začetku omenila, ste pred kratkim ovrgli več kot desetletje uveljavljeno znanstveno razlago, interakcije med fagom in bakterijo, in ste dokazali, da je bil mehanizem fenotipske spremembe napačno razumljen. To je za znanstvenika pomembno odkritje. Pa me najprej zanima, kako ste čisto intimno v sebi, kako ste se odzvali, ko ste ugotovili, da je prišlo pri doslej uveljavljeni razlagi do napake. Ne vem, ste najprej pomislili, ojoj, kaj pa zdaj? Ali pa mogoče sem se zmotila, ste podvomili vase? Kako ste čisto v sebi najprej odreagirali?
Ja, zdaj to je težko z enim občutkom opisati, ker to je bil večletni proces, ker najprej nekako misliš, ja, ta raziskava, ki je bila objavljena, je šla čez neko recenzijo in je tako, Stoji, kakor je, ne. mogel bi biti tako, kakor je. In probavaš določene stvari in vidiš, to se nekaj ne ujema in to traja več let, seveda imaš vse možne dvome, ampak če delaš več poskusov, več ponovitev z različnimi pristopi in vidiš, da nekaj ni tako, kakor mora biti, potem smo na srečo lahko stopili tudi v kontakt s temi avtorji teh raziskav in smo nekako potem skupaj lahko zaključili, da to, kar so oni trdili, ni bilo tako. Ker oni so trdili, da ko mutirajo ta gen, se pravi ta gen, za katerega se jaz zanimam, da vodi v eno zelo veliko spremembo biofilma. Zdaj, biofilm je tak skupek bakterij, ki se v bistvu nekako zaščitijo s tem biofilmom. In oni so trdili, da se biofilm zelo morfološko spremeni, ko mutiramo ta gen. Jaz pa tega nisem mogla ponoviti na noben način. In smo potem skupaj nekako prišli do tega, da so oni imeli dodatno mutacijo, se pravi en drug gen, ki niso vedeli, da se je spontano mutiral in je bil v bistvu tisti razlog za to spremembo, ki so jo oni opazili. Tako da to je bil zelo dolg proces, veliko občutkov je bilo, ampak nekako nisem dvomila v sebe, ker si zaupam, da kot nek eksperiment naredim, tako kar mora biti. Tako da, Komu ste pa najprej povedali, recimo, preden ste stopili do avtorjev? Mislim, mi imamo v sklopu te majhne skupine, ki nas je 7 pod Ano Dragoš, mojo mentorico in šefico. Imamo v bistvu vsak teden sestanke in predstavljamo svoje rezultate, tako da je v bistvu cela moja skupina šla nekako čez to mojo zgodbo z mano. Tudi v širšem, na celem oddelku mikrobiologije so nekako vedeli za to. Ampak ja, potem smo tudi bili v stiku kasneje z avtorji tega originalnega. Kakšen je bil pa prvi odziv avtorjev, recimo? Jaz osebno sem tega glavnega avtorja tega članka spoznala na konferenci na Japonskem, na srečo. In sem nekako stopila v stik z njim in sem mu povedala, kakšne rezultate smo dobili in da sem primerjala z njimi, da se niso skladni med sabo. In je takoj bil pripravljen sodelovati, smo bili potem seveda prek maila v kontaktu, ker so oni iz Francije. In je zelo bil odprt za to sodelovanje. Tako da sem imela po eni strani zelo srečo, ker ni samoumevno, da so vsi pripravljeni sodelovati s tabo, še posebej, če nekako spodbijaš njihov članek. Ja, to sem hotela vprašati, je tako sodelovanje normalno, recimo, ali v znanosti prihaja vseeno do več prerivanja, recimo, ko gre za nova znanstvena dognanja, recimo, ko gre za prerekanja nekaterih uveljavljenih teorij? Kakšna je običajna praksa v znanosti? Ja, zdaj zdi se mi tam, kjer je bolj ta aplikativna znanost, kjer so še te patenti, pa se veliko več denarja obrača, da je tam še več prerivanja, pa tudi v tej moji bazični znanosti je vseeno neka tekmovalnost, ker še vseeno vsak hoče prvi objaviti neke rezultate, tako da odvisno čist od samega primera in od človeka, s katerim sodeluješ. Se mi zdi, da je obojga malo. Malo je prerivanja, malo je tudi sodelovanja. Ni nek črno-belo, da bi zdaj bilo ful prerivanja ali pa samo ful sodelovanja. Tako da se mi zdi, da je čist iz primera v primer. Jaz sem imela zelo srečo, imam zelo lepo izkušnjo zaenkrat v znanosti, ampak poznam pa Ker to gre tudi za priznan laboratorij, ne, ki je... Ja, v Franciji so zelo priznan laboratorij, tako da sem imela srečo, da so bili tako odprti za sodelovanje. Vedno poskusiš, pa vidiš, kaj se bo zgodilo. Potem ste rekli, ste združili moči in ste skupaj prišli do neke nove resnice. Pa me zanima, ste kje to obelodanili, oziroma da se v znanosti ve, da je to zdaj drugače in da ste vi tudi vsaj soavtorica teh novih dognanj. Ja, seveda, to sem v bistvu del mojega doktorata, tudi to sem potem seveda vključila noter. In zdaj imamo glih članek v reviziji, ki sem ga v bistvu jaz napisala, sem prvi avtor. Oni so sodelovali z mano, tako da so soavtorji, tako da bo to sedaj objavljeno. Kar je pomembno, ne, v znanosti, seveda, oziroma pri znanstvenih člankih, kdo je prvi, kdo je drugi, kdo je tretji naveden. Ja, mislim, najbolj pomembno je, kdo je prvi avtor, kdo je zadnji avtor, tisti vmes se pa potem nekako enakovredno šteje. Ampak jaz že za to, da zaključim doktorat, potrebujem en članek s prvim avtorstvom, tako da večino raziskav, večino teh poskusov, ki so v
v tem članku sem izvedla jaz, tako da pač nekako potem si zaslužiš prvo avtorstvo. Kot mlada raziskovalka delujete tudi v Evropskem raziskovalnem centru ERC. Kaj vam prinašajo te izkušnje? Zdaj, jaz osebno sem sicer kot mlada raziskovalka financirana strani Arisa, ampak ta ERC projekt je pa dobila moja mentorica, tako da jaz v bistvu delam v skupini, ki je financirana strani tega evropskega projekta. In moja mentorica je v bistvu dobila toliko financ, da je lahko ustvarila čist nov svoj laboratorij in smo v bistvu potem nekako skupaj šli čez to izkušnjo, kako se čist iz nule sestavlja laboratorij, vsa nova oprema, organizacija dela, take stvari. Tako da to mi je dalo ogromno enih izkušenj, čist kar se organizacije tudi tiče, ne samo samega eksperimentalnega dela, ampak kaj je v bistvu potrebno, da laboratorij funkcionira čist od spodaj navzgor. Omenili ste Ano Magdaleno Dragoš, ki je tudi vaša mentorica. Ona je bila tudi predlagateljica vaše nominacije za izbor 30x30 in v nominacijo je zapisala, da ste se pri študiji, ki smo jo prej omenjali, izkazali ne le svojo vztrajnostjo in odličnostjo v znanosti, temveč tudi s pogumom pri soočanju z osebnimi izzivi. A lahko rečemo še kaj o teh osebnem pogumu? Mislim, zdaj jaz težko je delati doktorat, kogarkoli boste vprašali, ki je delal doktorat, je zelo zahtevno. Še posebej, če pride do takih primerov, ki sem ga imela jaz, ko v bistvu sem imela nek plan, 4-letni, in potem, ker sem se zanašala na to, da raziskave, ki so objavljene, so pač nekako uveljavljene, sem potem šla čez zelo zahteven proces, ker sem mogla vse spremeniti, ker v bistvu to, kar so oni prikazali, ni bilo resnično in sem mogla celo raziskavo nekako preobrniti in vse drugače splanirati. Tako da iz tega vidika je bilo zelo zahtevno, še posebej, ker smo tudi, kot sem omenila, nov laboratorij postavljali, tako da je bilo kar stresno obdobje. Tudi zdaj, ko sem proti zaključku doktorata, je kar pritisk. Ampak nekako je še vse skupaj neka pozitivna izkušnja. Toliko enih stvari sem se naučila osebnostnih, kot tudi za službo, tako da sem zelo hvaležna za celo to izkušnjo, ki sem jo dala čez. Kakšna pa ta evropska izkušnja? Kako bi primerjali recimo slovensko raziskovalno sfero recimo z nekaterimi drugimi v Evropi? Zdaj, jaz osebno nikoli nisem dejansko delovala ali pa bila zaposlena v tujini, tudi tekom študija ne, tako da ne vem iskreno, kako je, kakšni so pogoji v tujini iz prve roke. Ampak se mi zdi, da je Slovenija neka taka zlata sredina, nismo glih najbolj raziskovalno in znanstveno razviti, ampak lahko bi bilo pa tudi veliko slabše, tako da mislim, da imamo veliko prostora za napredek, za izboljšave, ampak jaz osebno sem glih zaradi tega tudi ostala, oziroma želim ostati v Sloveniji, ker mi je še vseeno, imamo dovolj razvite pogoje, da lahko nekako funkcioniraš kot znanstvenik v Sloveniji. Koliko pa sicer sodelujete s tujimi inštituti? Zdaj, jaz osebno sem sodelovala samo s to skupino iz Francije. Drugače pa znotraj našega tega majhnega laboratorija, ki ga vodi Ana Dragoš, imamo ogromno enih sodelovanj, ker je ona tudi tujka iz Poljske in je sodelovala delala je tudi na Danskem, v Nemčiji, tako da ima ogromno enih poznanstev in veliko sodelujemo kot cela skupina s tujimi raziskovalnimi ustanovami. Ena ugotovitev v različnih raziskavah je, da se novosti, inovacije, ki nastajajo v razvojnih centrih, inštitutih, laboratorijih, zelo počasi ali pa premalo selijo v gospodarstvo. Da se premalo tega, kar se razvije v znanosti, potem prelije v neke podjetniške projekte. Pa me zanima, kako po vašem mnenju to pospešiti, ta pretok, ki recimo nekatere države imajo to zelo razvito, Amerika najbolj najbrž. Ja, mislim, tukaj se mi zdi, da je zelo na nek način ločeno to raziskovanje pa gospodarstvo in da ima redko kdo izkušnje iz obeh področij in je potem težko nekako najti nekoga, ki bi sploh v raziskovalni sferi razmišljal, to bi bilo pa dobro za podjetništvo. Se mi zdi mogoče, da bi mogli imeti več nekih poklicev ali pa ljudi, ki bi bili zaposleni nekako na polovica v raziskovanju, na polovica v podjetništvu, da bi imeli pogled v oboje, da bi videli neke ideje,
ki bi tako, to bi pa mogoče lahko aplicirali na kaj. Mogoče tudi, da bi bilo financiranje kakšni res kratki projekti, par mesecev, nekdo v znanosti nekaj odkrije, se mu zdi, to bi lahko na nekaj aplicirali in bi se lahko prijavil za, ne vem, par mesečno financiranje, da bi se to probali v nekaj aplicirati. Kakšne take stvari, ker se mi zdi, da v gospodarstvu so toliko že fokusirani na nek produkt, ki ga imajo, da nimajo niti časa, da bi gledali, kaj vse se raziskuje na novo. Raziskovalci pa tudi mogoče nimajo toliko potrebe po tem v gospodarstvu in niti ne pomislijo, da bi to lahko na kaj aplicirali. Tako da se mi zdi, če bi bili več ljudi v nekem umestnem temu gospodarstvu, raziskovanje, da bi mogoče bilo bolje, no? Da bi tudi kakšni zaposleni v gospodarstvu bili polovico časa zaposleni tudi v kakšni raziskovalni instituciji. No? Ker da se, ne, primeri iz tujine kažejo, da se da. Zdaj sami ste rekli prej, da ste vi v bazični znanosti in torej nimate stika z gospodarstvom, ampak me pa vseeno zanima, recimo po doktoratu, vas zanima industrija, razmišljate o delu v industriji ali želite ostati v akademski sferi? Mislim, zdaj jaz kot čisto osebno me najbolj veseli raziskovalno delo. Jaz sem po srcu in moj je nekako raziskovalen, stvari me zanimajo. Tako da nekako sem med dvema ognjema, ker zdaj sem zaposlena v akademiji, kjer je tudi veliko izobraževanja in take stvari, kar mi ni glih najbolj pri srcu. V industriji si pa tudi zelo omejen in je veliko manj raziskovalnega dela, bolje nek razvoj. Tako da v nekem perfektnem svetu bi bila jaz raziskovalec v neki inštituciji in bi samo raziskovala, ampak če ne bo druge opcije, sem seveda tudi pripravljena iti v industrijo, ker so tam še vseeno finančno boljši pogoji, tako da čisto odvisno, kam me bodo vode zanesle. Ampak trenutno sem zadovoljna tukaj, kjer sem. Katere panoge bi vas pa recimo zanimale v gospodarstvu? Pa ne vem, recimo razvoj raznih zdravil, pa to se mi je vedno zdelo nekako zanimivo. Tam še vseeno tudi imaš do neke mere raziskovalne, kako bi temu rekla, pač še vseeno moraš neke raziskave delati pač na zdravilih, tako da recimo, da bi bilo to nekaj umestnega, kar bi bila pripravljena delati. No. Za rezultate svojega diplomskega dela ste bili nominirani za Prešernovo nagrado in ti rezultati so bili pozneje objavljeni v ugledni mednarodni reviji. Kaj ste raziskovali takrat? Takrat sem tako podobno kot sedaj, že takrat se zaljubila v te male viruske, ki napadajo bakterije, bakteriofagi. In tudi takrat sem delala s temi bakteriofagi, ki se vgradijo lepo v bakterijo in ji spreminjajo lastnosti. Ampak tekom tega magistrskega dela sem v bistvu bolj raziskovala regulacijo, se pravi, kako se ta bakteriofag odloči, a bo zdaj ostal v bakteriji ali bo potem vodil do njene smrti, ker še vseeno te bakteriofagi, ki se vgradijo, lahko tudi na neki točki se odločijo, da bojo ubili bakterijo, ker se počutijo ogroženi in se želijo samo namnožiti in iti na naslednjega gostitelja. Tako da sem nekako prikazala za en specifičen ta bakteriofag, kako regulira to odločitev, a bo ostal ali bo šel ven iz bakterije. Ampak res velike širine vsega, kar bi lahko raziskovali, zakaj ravno fagi? Kaj vas je pritegnilo? Kako? Zakaj? Kdaj? Ne vem, nekako se mi zdi, da so tako taki spregledani mali viruski, ker tudi zdaj jaz specifično delam s temi lizogenimi fagi, ki se vgradijo, ampak se mi zdi, da te litični fagi, ki v bistvu so samo za ubijanje bakterij, so zelo spregledani tudi v aplikativni znanosti iz vidika, da bi lahko nadomestili antibiotike. Določene države, kot so recimo Gruzija, Poljska, že uporabljajo bakteriofage namesto antibiotikov, ker je to zdaj zelo pereč problem, da je vse več bakterij rezistentnih na antibiotike in to bi bila kot ena alternativa. Sicer je zelo specifičen za ubijanje zelo specifičnih bakterij, tako da je v bistvu proizvodnja dražja kot nek antibiotik, ki ti bo pač pobil večino bakterij, ki jih imaš pred sabo. Tako da mogoče zaradi tega se manj investira v to, ker bi bilo potrebno pač narediti milijone produktov za specifične bolezni. Ampak se mi zdi, da iz tega vidika so bakteriofagi taki spregledani mali osebki v našem ekosistemu, ki veliko ljudi sploh ne ve za njihov obstoj. Pa so lahko čisto uporabni. Ja. To znanstveno raziskovalno delo v laboratoriju združujete seveda
s pisanjem znanstvenih člankov, pa tudi z mentoriranjem mlajših študentov. Čemu posvečate največ časa? Zdaj, imam srečo, da sem v taki raziskovalni skupini, kjer lahko večino časa posvetimo raziskovanju, tako da jaz osebno večino časa preživim v laboratoriju, potem, ko imam neke podatke, jih analiziram, na koncu seveda pisanje člankov. To pisanje člankov sicer meni osebno ni najbolj pri srcu, ampak je pač del raziskovanja, da predaš potem svoje znanje naprej. Medtem ko moja mentorica ni toliko izobraževalno usmerjena, ima samo en predmet trenutno na biotehniški fakulteti, tako da naša skupina ni toliko izobraževalna, ampak vsako leto pa imamo par študentov, ki pride delati zaključno nalogo k nam. V tem vidiku pa sem že osebno mentorirala, sicer nisem uradni mentor, ker še nimam doktorata in ne morem biti mentor, ampak v laboratoriju pač pomagam tem študentom, da pridejo do nekih rezultatov in da jim predam svoje znanje, ki sem ga tudi jaz na podoben način pridobila na biotehniški fakulteti. Ko mentorirate recimo mlajše študente, kaj se vas zdi pomembno, da jim daste kot mentorica, kateri so vaši poudarki pri mentoriranju? Zdaj, to vedno, ko mentoriraš, nekako iz sebe izhajaš. Jaz sem vedno opazila tudi pri svojih sošolcih, ko sem bila še na študiju, da se vsi nekako bojijo tega dela v laboratoriju, ker nek tak strahospoštovanje imaš do tega dela. Tako da probam nekako študente kar malo poriniti v vodo, pa da se naučijo, da če delajo napake, da je to del tega procesa, ko se učijo. Se mi zdi, da je vseh strah, da bodo naredili neko napako in se zelo obremenjeno počutijo, ampak in probam pač pustiti, da se tam zabavajo, da je pač to, da raziskuješ, ni treba, da je skozi nek pritisk, moram dobiti ta pozitiven rezultat. Pač raziskovanje je, poskusiš, rata ali ne, pač to bomo videli potem kasneje. Ni treba medtem, ko delaš, se toliko sekirati. Tako da probam nekako videti, če jim lahko vzbudim to veselje do raziskovanja, ki ga imam tudi jaz. Vedno je neka meja med tem, da jim pustiš, da sami probajo splavati, ali pa da nisi preveč tam, pa jim vse probaš ti pomagati narediti, ker se moraš vsem sami naučiti to delati. Tako da nekako največ časa posvečam to, da bi se oni tam imeli fino in da bi se nekaj naučili novega, kar prej niso znali. Kot sem že omenila, vas je za izbor 30x30 predlagala vaša mentorica in takrat so mi rekli, da to v znanosti ni ravno običajno, da recimo mentor ali kolega, kolegico spodbudi, izpostavi nekje in tako naprej. Pa me zanima, kako vi vidite te odnose? Zdaj, jaz sem, kot sem že prej omenila, vedno imela srečo v tej znanosti. Ne vem, imam nek angel varuh, ker vsi mentorji, ki sem jih imela, so bili res zelo, so me spodbujali, so me izpostavljali. Tako da tudi moja mentorica pač je zelo podpira vse, ki delamo tam, je res super mentorica, ne vem, če bi lahko izbrala boljšo mentorico. Zdi se mi pa, da pri doktoratu je kar nekaj mentorjev, ki ni toliko briljantnih, tako da se mi zdi, da moraš nekako vedno najti nek doktorat, ki zaupaš temu človeku, ki te bo mentoriral, ker so tudi, na žalost, mentorji, ki mogoče niso glih namenjeni za to, da bi bili mentorji. Ampak jaz iskreno sem imela zelo srečo z svojo mentorico in sem zelo hvaležna, da jo imam. Maja, hvala za pogovor in veliko uspehov še naprej. Hvala. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije tehnologija in znanost je Telemach.